Ostali prisotni. Namen današnje novinarske konference je obrazložitev sklica nujne seje Komisije za nadzor javnih financ in sicer na temo gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Zdaj zlasti v zadnjem obdobju, ko se soočamo z energetsko krizo, ki je dobila svoje pospeške tudi z rusko agresijo na Ukrajino, se pač celotna Evropa, svet in tudi Slovenija sooča s tem, kako zagotoviti energetsko neodvisnost kot prvič in na drugi strani, kako tudi zagotoviti tako želeni in v zadnjem času poudarjeni zeleni prehod. V Novi Sloveniji smo mnenja, da brez nuklearne tehnologije, novih zmogljivosti, novih tehnologij z področja jedrskih tehnologij, da pač obeh ciljev, se pravi energetske neodvisnosti in zelenega prehoda ne moremo zagotoviti. Tudi s tem namenom je Evropska komisija pred letom in pol približno prepoznala nuklearno tehnologijo kot tisto, ki je še zaenkrat zelena in je del, se pravi, tako imenovanega tehnologije brezogljičnega odtisa. Tudi sami smo v okviru predsedovanja Evropskemu svetu to poudarili, se pravi pomembnost nuklearne tehnologije, tudi za sam zeleni prehod. Torej, Slovenija ima bogate izkušnje z nuklearno tehnologijo, že 40 let obratuje nuklearna elektrarna Krško, torej prvi blok jedrske elektrarne in imamo veliko ekspertov, mnogo znanj, res mnogo izkušenj z tega področja in nenazadnje te izkušnje smo nadgradili tudi s podpisom posebnega recimo memoranduma sporazuma z Združenimi državami Amerike. Torej, Slovenija ima mnogo znanj na tem področju, da lahko aktivno sodeluje pri sami nadgradnji, pri samih postopkih, ne le v obstoječem stanju, ampak tudi pri zagotavljanju dodatnih virov, dodatnih segmentov na področju nuklearne tehnologije. Imamo seveda eno pomembnost, in sicer slovenski energetski miks je sestavljen tako rekoč na tretjine, skoraj eno tretjino proizvede Slovenija električne energije s pomočjo jedrske elektrarne v Krškem, ki pa, hvala Bogu, je dobila obratovalno dovoljenje še za naslednjih 20 let. Povem, da ta postopek je trajal pri Arsu in pri ostalih agencijah več let, ampak končno doba obratovanja sedaj podaljšana na 2043. Pri tem obstaja seveda tudi še vedno odprto vprašanje in iskanje dovoljenj, to je spet dolg postopek za odlagališče radioaktivnih odpadkov v Vrbini. Vse je že pridobljeno, tudi razpis je bil v preteklosti že v teku, potrebno pa pridobiti še ostala soglasja. Torej, če poudarim, Evropska komisija je izpostavila nuklearno tehnologijo 2. februarja 2022, izdala posebno delegirano uredbo, ki jedrsko energijo uvršča med tehnologije, ki jih taksonomija določa kot trajnostne. Torej, ne le Slovenija, Francija in ostale jedrske tehnologije naklonjene države, ampak tudi Evropska komisija poudarja, da je jedrska tehnologija trajnostna. Torej, to moramo imeti v uvidu pri tem, ko se pogovarjamo o drugem bloku nuklearne elektrarne v Krškem. Nova Slovenija je močna zagovornica tega, da pridemo v Sloveniji in začnemo čim prej s postopki gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem, torej NEK2. Prejšnja vlada, ko sem bil sam minister za infrastrukturo, pristojen za energetiko, je že junija 2021 izdala energetsko dovoljenje družbi Gen Energija za drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem. Marca 2022 smo začeli že s prvimi postopki za samo umeščanje v prostor in dali pobudo za umeščanje v prostor. Žal pa
po zadnjih javnih izjavah pristojnega ministra se zdi, da so se vsi postopki zaustavili in da se, upam, da ne namerno, ampak da se zavlačuje s postopki za izgradnjo drugega bloka. Minister za okolje, podnebje in energijo je v intervjuju za enega izmed slovenskih medijev izjavil, torej, da ni nič narobe, če se časovnica za drugi blok zamakne. Po mnenju Nove Slovenije je ta izjava zelo zaskrbljujoča. Ob tem naj poudarimo, da imamo sprejeto strategijo za izstop iz premoga. To se bo zgodilo po tej strategiji leta 2034. S tem dobi Slovenija za 1/3 proizvodne električne energije izpada. 2043 ugasnemo drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem. Oziroma prvi blok nuklearne elektrarne v Krškem. Torej, kako bomo nadomestili vse te izpade? Drži, obnovljivi viri energija, ja, tudi po mojem mnenju, so priložnost, ampak potrebujemo pasivno proizvodnjo električne energije, kar lahko zagotavlja recimo nuklearna elektrarna. Zlasti, primer, prvi, drugi blok. Brez tega, brez močnih spotov, ni mogoče nadomestiti tovrstnih izpadov samo z obnovljivimi viri energije. Lahko sam povem, da pri časovnici bo imela vlada, če se bo odločila, želimo si, da se odloči, vso podporo v Novi Sloveniji, kar se tiče gradnje drugega bloka, kar se tiče morebitnega referenduma o drugem bloku. Skrbi pa dolgi zakonodajni procesi, birokratski procesi, skrbi umeščanje v prostor, skrbi pridobivanje gradbenih dovoljenj. Tukaj ne poudarjamo, da bo potrebna tudi čezmejna presoja vplivov na okolje, torej sodelovanje z drugimi državami okrog nas. Vemo, kakšna so stališča, naprimer Avstrije, poznamo njihova stališča vis-a-vis gradnji jedrskih elektrarn na Poljskem, na Madžarskem, Slovaškem in tako dalje. Torej čaka na zahtevno obdobje, na katerega ne smemo odlašati. Sama gradnja nuklearne elektrarne traja približno 5 do 6 let. Bistveni so pa res dolgotrajni procesi pri umeščanju v prostor in pridobivanju ostalih dovoljenj da do same gradnje sploh lahko pride. Zaradi tega je res naš prvi poziv vladi, da ne zavlačuje, in ta poziv bo v bistvu podkrepljen tudi z samo diskusijo na Komisiji za nadzor javnih financ. Vabljeni so SDH, vabljeni tudi poslovodstvo, celotno poslovodstvo Gen energije, pristojen minister za gospod Brežan za naravne vire, se pravi vsi deležniki, ki so ključni pri tem, kako bomo peljali postopke, da zagotovimo in začnemo hitreje priti do gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. Predlagamo tudi, se pravi, sklepe, in sicer Komisija za nadzor javnih financ bo predlagala vladi, da maksimalno pospeši omenjene postopke umeščanja v prostor in izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Prav tako bo Komisija za nadzor javnih financ predlagala, da vlada Republike Slovenije komisiji kvartalno poroča o napredku na tem projektu, in komisija bo tudi predlagala, da vlada komisiji kvartalno poroča o napredku pri projektu izgradnje odlagališča jedrskih odpadkov v Vrbini. Gospe in gospodje, tukaj ne gre za nobeno PR potezo, kar bi lahko in kar je v izjavi za medije ocenil pristojni minister. Tukaj gre za to, da je nas v Novi Sloveniji, da imamo skrb nad tem, da zagotovimo Sloveniji energetsko neodvisnost. Ta projekt, drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, ni projekt za zdajšnjo generacijo. To je projekt in največja investicija, najpomembnejša investicija Slovenije za naslednjih 100 let, za naslednje generacije, in zaradi tega je tako bistvenega pomena. Najlepša hvala.